in pa si Uršo pa spustil. Kaj in otroci pa, seveda se tam, se so doma, se lahko. Seveda, šola je blizu, ne? Čez pole laufa, Ja, čez en plot. En prehod za pešce ima. pa je prišel. Ja, to je to. Ja. Ni prav veliko treba, ne? Nekaj angažmaja tam Ja, je blizu. ja. Noge imajo. Kaj? Noge imajo. Ja. Sicer malo so tam umazani, ki preletijo čez pole, sam preden so noter, že vse z njih dol pade. Takoj. Ja, ta je dobra, ja. Tako da pol jaz malo manj bentima, ne, v domačo vene. Ja, ta je dobra. Ampak, čak, prej sem te nekaj še mislil. Aha, take zadnjič, ko smo se snemali, ki je knjigo bral, a on ima ta trening, ali vsi trenirajo? Ne, Luka je bral, ja. Luka je bral. On trenira skoke. Starejše dva, Jošt Ne, pa Luka, ja. tek na smučeh. Ja, Luka trenira, pa Jošta, ne. Luka je te sreden. Ja. Jošt je starejši, ja. Vida pa ni bilo, ne. Vid je pa bil, pol je prišel malo kasneje, se spomnim. Jošt, Ne, je bil, ja, prvi Luka. je bil, točno. pa Vid. Ja. Prost, sej, mogoče moral vedeti, sam je nemogoče. Če računaš 50 strankrat v povprečju na 2 otroka, to je 100 otroških imen samo plus. Je kar malo prehuda. In takrat še kakšnega vem, kaj delamo, zdaj se spomnim za Jošta. Že Luketa sploh nisem vedel, da je Luka. Mislim, sem vedel verjetno kaj, ko smo bili gor tam prvensno pod strehi, ampak... Se to jasno, zato se tako smalo, ne? Ja, Premika pa brenči pa odbija to je. tam v dolgalo. Vse jaz tudi včasih ne vem, No, kje kdo priden dan, pol. za svoje že veš. Vse najprej vprašam, ne, kje je ta, kje je kje je tri, najprej, ne, če vi doma, ne, kje sta une dva, ne, če obraten, kje sta une, da se to se skozi dogaja, ne. Če kjer ga pogrešaš, ne, pol vprašaš, ne. Ja. Kje je, Pa dobro, se vejo pa, da imajo zmer tudi mamo tam, ne. Ja. Tako da. To pa, če ne pa pri mami, ja, tam v shrambi, Ja. tam se zmeramo, kaj dobrega najde, ne. Ja, to pa tudi. Ja, glih zdaj, Urša je šla, ne, danes v Nemčijo, ona jim je rekla, ja, dajte malo, pa to, ne, pa če mami ni doma, ne, pa to, daj, v hladilniku si odpri, posebej Luka, ne, Ja. ta sreden je, potem posebej, no, preprosto, ne, če ni, si pač naštima, ne. Ja, ja. Če bo kaj tret gor dal prav to, a veš, oblat. Drugač pa na vnečedu. Ja, ne bo počakal, da en pride, a ne, pa da se začne malo tako dogajati. Še dogajati. Une dva si naštimata, ne, pač Luka bo pač. Rešlačen. Zanimivo, ne? Kako so si različni tam mali. Tako da, če mami ni doma, ne, Luka zna Lačen ustati. Ja, Kar tudi ni blazno, ne, no, sej. da bo lačen en teden, Ne tako bo. da. Ni bo jasno. Itak. No, ampak vseeno, mama takole zraven je kar upora, ne, to je. Dobro, zdaj so že toliko veliko, da niti ne mogoče več, ampak prej je pa bilo to kar convenient. Ja, siguran, to je bilo. Jasno, če greš v službo, pri manjših se kar to intenzivno bolj dogaja, se veš, pač ti respiratorni vilisi, bla, 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 in kar naenkrat, se zgodi, da pač ne bi doma ostal, pa to, pa mogoče, če ni zlih zdravnika, ne, fajn koga vprašati, ne nazadnje otrokov, posvetiti. Ampak če kakšna taka mala stvar, je tam preprost alfa, če imamo blizu, greš ti kamot lahko v službo, ni nobenih skrbi, ne ukvarjaš se s tem, ker enostavno pač tam mama, Tam sem jaz tako največjo oporo videl, ko so bili majhni otroci, Ja, da no, si saj lažje takrat, šel, ja. Verjetno, če ne bilo mame tam, bi bilo to precej težje, skoraj da. Ja, takrat pol en starejši mora doma ostati, ne. Tako da to je nekako, ne vem, pač prednost neke Ja. mešane družine. Večgeneracijske družine. Ja. Ja, sej super. Se kar, mislim, se mi zdi, da smo se kar fajn imeli, ko smo bili tam. Ja, vi ste imeli lušten brlog tam gor, ne? Ja.
tam je bilo fajn, mislim. Tako. Ja, mama je skozi doma, ne, za kurjenje bilo. Ja. Se zdaj tudi ni blazne razlike, smo tam, ne, za toplotna črpalka. Ja. Zdaj, ampak tako hočem reči, da ne, je en tak poseben obdobje, a ne. Pa čutite, ne, da je mama prisotna, kdo bi se pa tega ne nazadnje, a ne. Brano, ja. Ja, tako da je. Koliko sob ste imeli tam gor, na podstrehi? Mi smo imeli v bistvu... Tista dnevna s kuhinjco, če se prav spomnim, ne? Dnevna s kuhno, ja. Oziroma ne, samo kuhna je bila posebej. Pol je... Že ne spomnim več. Ni bilo tako, da je bila kuhna, pa ti sedilen delček, ali kako že? Ne, kuhna je bila posebej. Ja, kuhna pa samo ena misca noter, no, se mislim, da ni bila prav velika. Aha, ok, ja, no tam, ki smo sedeli, točno to. To se mi zdaj zdi, Ana, ko imamo pa full loft, ne pa nad glavo na člipa. Ja. V bistvu niti ni bila tukaj majhna, ne, za živeti itak, ne. Ja. Pa dnevna je bila, ne, ampak tam so v bistvu 3 otroci noter bili, tako da je bila bolj to otroška soba, ne. 3 so bili zdaj, ker smo mi začeli, sta bila 2, ne? Ja, seveda. Ja, 2. So le 2. 2, 3, ja, 2. 2. Pa vidva sta imela spalnico in to je bilo to pol, ne? Spalnico, ja. Tam je bil gank ali kako, a ne, pač še obajt, tako ozak. Napravčejo. Ja, tam gor, ja, se spomnim. Pa to je to, od spod pa pač ta veža ogromna. Si po njih stopnicah prišel, pa moral še v navrat se odpreti za otroke, da niso dol padali. Ja, malo bolj strmne stopnice, ja. Ja. Tako da, kdaj je zalegal tista vrata, kdaj pa tudi ne. Ja. Koliko časa ste živeli tam gor? Gor smo živeli to se pravi, mislim, da okoli 2,7. Od 2,7? Cirka. Da, od 2,7, 2,8 pa do 2,23. Ja, no, ampak se pravi, če ste od 2,7, 2,8, mi smo se pa tega lotili 2,16, 2,17? Prej. Po moje sem. Prej, ne, seveda 10 let, 2,14. Ja, 2,14. 2,14. 2,14. Se pravi, 5 let ste bili tam, ko smo se pa lotili. Super. Ja. Taki lušni začetki, ja. Ja. Ti ostanejo zmeraj v spominu. Res pa je, da kar nekaj stvari, a ne. V bistvu se kar zgodil takrat, ampak ja, sej. Začetki, a ne, zmeraj ostanejo. Ok. Mislim, da si ti že tudi, ne. Se pravi, moj današnji gost je Boštjan Pogorevc. Boštjan pa Urša sta moja naročnika za tale skedenj, ki smo ga uredili v Zgornjih Gorjah, ki je bil zame vsaj ena taka zelo unikatna zgodba. Projekt, ki mi je bil zelo pri srcu in prav vesel sem, da je Boštjan se odločil, da tudi sem ne pride, da se malo pogovorimo, malo v skednju, malo pa še v čem drugem. Hej, Boštjan, hvala lepa, da si prišel. Ja, hvala tebi za povabilo, sicer zame je to nekaj posebenega, novega, ne. Ampak ja, vsekakor, ne. Je en tak navdih, no. Sem ful vesel, da si me povabil. Da ne boš mislil, da zame ni nekaj novega. Saj zato se pa grem to, da je malo zanimiv. Ja. Pa da večkrat še razpotegnem vse te pogovore, ki jih imamo tudi sicer že itak tekom snovanja, ne, ker tekom snovanja vidim, slišim, zvem veliko o vseh vas in imam res tako srečo, da imam take zanimive pa navdihujoče naročnike, da bi se kar še pogovarjal, ne moram nehati, ne, v bistvu, pol je projekta že konc, pa ne moram nehati, pol pa zdaj tle nadaljujem. Ne.
Malo heco, ampak precej pa tudi zares. Zdaj, preden v bistvu se zares lotiva, me zanima, a si kdaj pričakoval, preden smo se lotili, ali pa ko smo se lotili, ali pa še ko smo delali, da bo za ta projekt, ki bo končan, nastalo tako zanimanje, da bo tako popularen, da bo toliko ljudi se zainteresiral. Mislim, ker v resnici, zdaj, ki ljudje vejo, nisem imel še ne vem koliko, ta je zdaj, mislim, da deveti gostci. Ampak dosti ljudi me je v preteklih par tednih, mesecev vprašali, a boš unga tudi povabil tam, kam je Senik. Senik. Ja. Ne, pa dejansko, če si kdaj pričakoval, da bo to toliko zanimanja, ko v končni fazi bi človek rekel, kaj, Senik bomo malo zrihtali, pa so te not uselili. To ni zdaj. Mislim, če sem iskren, tudi do zdaj nisem razmišljal sploh o zanimanju, koga bo zanimalo. Ker v bistvu glavna gonilna sila je bila to, da smo hoteli ustvariti en si doma, družinski prostor. Imamo 2 sobce za naslednje, ne vem koliko, 10, 15, 20, spet ne vem koliko, Ja. let. In enostavno je bil ta držaj tako močan, da sva z Uršo pač začela o tem razmišljati. To ja. Zdaj, ampak, ne vem, ali pa mogoče, jaz sem predvidel, da si verjeten zaznal, da je to dejansko vzbudilo veliko zanimanja. Zdaj, če začneva že kar od začetka, takoj, že ko smo ga delali, kar nekaj mojih kolegov prosili, če lahko gledajo, pa sem ene tudi pripeljal na gradbišče, pa še z enimi smo bili skupaj, enimi ne. Potem, zdaj, ko je bilo končan, me je Matevž iz Outsiderja prosil, če bi lahko. Oni dostikrat napišejo članek, prvič ga ne piše vedno Matevž, ga pišejo tudi drugi uredniki. Drugič dobijo neke moje podatke, pa spišejo članek, ne grejo vedno pogledati. Tokrat je pa Matevž si vzel čas, da je šel pogledati to gor. Ko smo imeli na OHS-ju, je bila ena skupina razpisana, takoj, ko si privolil to, da odpremo še drugo, jaz mislim, da v preko uri je bilo še ta polna. Da ne govorimo, koliko ljudi me je zdaj po ambientih klicali okrog tega. Mislim, to, pa ta nagrada v Italiji, ki smo jo dobili, pa zdaj še ta nagrada občinstva. Zdaj tole od OHS-ja, jaz nikoli nisem bil tak, da bi, kadar so ta glasovanja ljudstva, pa neki na Facebook dajal, pa pozival, zdaj pa glasujte. Pa je kar padla. Se pravi, dejansko ljudi res tak tip projekta zanima. Tako, iskreno. Ja, mislim, tako jaz sem tudi bil v bistvu na temu zelo, mislim, nisem tega pričakoval, ampak dejansko je pa, ne vem, vedno tudi nekdo ga nisem poznal ali pa so hodili tam, pač kakšni znanci, da ki mladi tudi gradijo, pa to, zelo hitro se je v bistvu, to razvedeli, in dejansko, so me pač tudi mene, za informacijo, zelo velikokrat vprašali, ti, ne vem, Boštjan, ko pa si to naredil, ali pa kako, tebi to gre, pa pa te, sem rekel, meni je bilo najbolj to prvo, dobro, se je Boštjan tukaj, pa pa tretji, sama so še druge stvari, pač jaz imam arhitekta, z njemu lepo sodelujem, Matej mi pomaga, pač tam so tudi kakšni, pol pridejo delavci oziroma izvajalci, ki jih si izbiraš, dol, in to je skozi v bistvu, skozi se je okoli tega vrtela. Zdaj, jasno pa, da sem jaz tam tudi bil, se mi zdi precej tudi prisoten,
sem kar precej živ, se mi zdi, da sem tudi kar zato precej živ, pa in sem tudi, ne vem, se mi zdi, da sem bil kar tako dosti na razpolago, v tem stilu, ljudem. Dejansko se je, ne vem, veliko, kar se mene tiče tudi, vrtela, okoli tega. No, jaz mislim, da tukaj mogoče sam sebi to manj pripisuješ, ampak jaz mislim, da dejansko tvoja vloga tukaj je bila velika. Ne? Tukaj v resnici sem imel jaz ogromno srečo, da si ti živel zraven, kar pomeni, da si bil lahko praktično dnevno na gradbišču, pa še to si videl, da je bilo še dnevno premalo. Se že kaj zgolj dopoldne, pa je bilo treba popoldne še kakšno stvar narediti. Ja. B, da te je to dejansko veselilo, pa inspiriralo, pa navduševalo in da si bil s srcem pri projektu, to se je čutilo skozi in skozi. Ja. In tretja moja sreča je bila, da sva bila glede tega, kako naj to zgleda. Zdaj z Uršo sem manj komuniciral, ampak verjamem, da to sta pa vidva usklajevala. Jaz sem z njo delal predvsem v tej snovalni fazi, pa so bila pa bolj midva, zato rečem midva, ampak verjamem, da tudi Urša je čutila enak, da sva bila zelo on the same page, kako naj bi to na koncu gledala. Da kaj, ker sem si rekel, zakaj pa to tebi ni bilo nikoli škoda narediti tisto, kot rečejo, extra mile, ki ga mogoče ne bi bilo treba samo iz funkcionalnosti, ampak zato, da zgleda, smo ga naredili, ali si ga ti sam, ali sem jaz predlagal, pa si pol ti sfural, ali pa tako. In to je v bistvu za mene, kot arhitekta, totalna blagodat. Tazga naročnika imeti v tem smislu. Ja, sej, mislim, ne nazadnje, tam, jaz nimam ene gradbene izkušnje, jaz sem mogoče žarenco znal, našarabati, preprost, sam tukaj pa cel kup stvari, v bistvu za sabo potegne. In jasno, da pri temu, pač projektu ali pa gradnji, sem jaz bil ogromenkrat zgubljen, In ravno ta, connect, pač danes gre to hitro, tudi velikrat, fanti so pri njej prišli, Tesar Rok je prišel delati in smo se pač prišli do določene točke, ki je bilo treba preprosto, doreči, tam na Muhi, na mestu, zdaj, kva bomo naredili, kje je 5 cm, ali to, kjer tram bomo zdaj, kako bomo zdaj to obrnili v tret. Jasno, da se pol tudi, sej, je zrisan pa to, pa konstrukcija, sam, ko si pa tam na Muhi, se pa pol začne, na hiter vse, pač tudi ta, ko bi rekel, vizualen, prostor, aspekt se začne, po svoje odpirati, In dokler ne prideš do kje, tega preprosto ne veš, ne more, človek ide, sploh pa tukaj pri temu prepletu teh, starih, tramov pa vsemu, In ne vem, se mi zdi, da zelo, jaz sem zelo čutno do tega pristopu, priznam, Sploh ne bi tega pričakoval prej, sploh po temu, da, ne vem, da mogoče kažemo, to sploh, kaj bo uporabno, ampak smo začeli v prah dol, po domač povedan čistati, spravila dol se je pa zadeva začela pokazati, wow, to pa je dobro, In, ne vem, tuk stvari pa tuk detajlov se intenzivno dogaja, da če ne bi imel, stika, če ne bi nekoga imel, da bi mu zraven pač lahko poročal ali pa na Muhi povedal, kaj se je zgodilo, ne vem, enostavno si ne predstavljam, kako bi to naprej potekalo, kam bi sploh, šel, kam se premaknil, verjetno nekaj se bi, samo premik, že premik je bil, je bil težek, tudi kje, jaz sem nekako pričakoval, kje pridete, se to bomo pa malo to na hiter, pa malo skop, kje? In te je vprašal, kako, Kako, Sej, že tako jaz ugotavljam, da naročnike lahko bi razdelil na dva tipa, En tip je ljudi, ki jim res lahko vse zrišeš in se bo vse pol tudi tako zgodilo. Recimo tak tipičen primer tazga naročnika je bil Jure Jezeršek. Tam smo naredili in bo. In zdaj imam tudi enega
tlele, ki mu za martulj krišemo, tudi tam bomo res naredili vse detajle in bo to tako šlo. Velika večina ljudi pa tega ne da ni sposobna, ampak si nekako običajno tega modusa niti ne želi, zato ker ne vem, zberamo parket, pa ga lahko zberemo, ampak ko se bo prostor pokazal, pa ko bomo kadilco najdli, bojo čist druge svetlobe, pa to pa bi radi še enkrat. Ali pa bomo dali takrat pa nek drug tlak, ali pa bomo marsikaj se pokaže pol, ne? In zdaj jasno, jaz pa težko po eni strani rišemo, ker na teh detajlih ti lahko pustiš ogromno časa, in težko po eni strani rišemo vse detajle, po drugi strani pa potem rečemo, ja, ok, zdaj bomo pa še to spremenili, pa spremenili, pa tretj spremenili, a ne. Tako da se moram jaz odločiti, glede na tip naročnika, ali bi šel v levo, ali bi šel v desno. In z veliko večino delamo tako, da zrišemo tisto, kar je najnujnejše. Se srečamo, da tudi z dosti standardnimi, s stalno ekipo izvajalcev sodelujem, tako da ene stvari se že vejo. Pa da potlej druge stvari sprot prilagajamo in rajš kot čas v neke detajle, ki jo šli v smeti, puščamo pol tam. V tvojem, v vajnem primeru je bil pa ta primer še bolj izrazit. Tukaj ni pa nič naravnost, vse je malo počen, malo zvit, malo tako. In tukaj je razen nekih osnovnih principov, kako narediti. Pri vajnem projektu jaz mislim, da smo risali delač najmanj od vseh projektov, ne? Sem bil pa delač največ na gradbišču samem, ne? Zanimivo, ne? Ja. Jaz tega občutka nisem vdosej. Kaj? Ne, tako ni... Ja, no, jaz sem gledal, jaz sem bil prvama, po moje, če ne štejemo z tega snovalnega dela procesa, ene 30 do 40 krat. Ali praviš kakšenkrat več, kot še krat manj. Meni se zdi tako, da mislim... Kar recimo navadno hišo končamo med gradno samo z nekimi 20 do 30 max obiski. Tako, pa že to je sorazmerno precej. Ker je bilo treba se odločiti, ti si poklical, kaj tukaj, kakšno stvar smo lahko po telefonu ali pa z risbico. Za kakšno sem pa rekel, sploh ne vem, kaj me sprašuješ, moram preleteti. To se pravi, bilo tukaj že obiskov, da sploh nismo več šteli, koliko jih je. Ne, se to jaz tako nikjer ne štejem, to pa tako malo po koledarju pogledam. Zdaj bi moral po koledarju nazaj gledati, bi dal filter na HA, koliko smo imeli delovno ime, pa bi hit pogledal, koliko jih je bilo, ampak ta način dela, ampak to se meni naprej zdelo, da to tako bo in se tudi nisem sekiral, mi je bilo vsakeč prav užitek, ker itak na gradbiščih sem jaz rad, ne. Če bi lahko sam to visel, bi bilo krasno. Ja. Zdaj pomislil, da zdaj mi je to na misel prišlo, ker si toliko vložil v to. Da bi še za kakšnega, ki se tega loteva, ti en tak koordinacijo ali pa inženiring vodil za isti tak projekt. Ali se tega ne podstopil? Ne vem. Ker ti si bil to handy, zrihtov, pa str tram rabimo, si ga že dobil, Ne vem, to je... Da zamenjaš kariero? Ne, ne bi. Mislim, da ne, se pravi, da je, siguren je bil, da me je to vlekala na čar, pač ta, skedna, je bilo tudi, pristop je bil, na nek način tudi, težek, se če ti ljudje na začetku rijo, pa dej, se to je pa za potret, pa pa tret, jasno, da rataš malo skeptičen, pri vsemu. Samo, ko pa se odločiš, da je pač to, pa smo vpihalni, preč tista, pa to tukaj lepo rata, življenjsko, da enostavno bi, ne vem, zelo težko zavrgel to, hvala Bogu. To priložnost, ki se ga dejansko doma imel na vrtu, Sej, Dej, a mogoče... Pa tudi, tudi tako, mislim, da, ja. Če te to prekinem, se vem, da sva zdaj že parkrat ponovila to štorijo, kako je sploh do tega prišlo. Ja. Ampak, če greva še enkrat. Se pravi, vidva z Uršo sta se odločila, da zdaj se boste morali pa počasi preseliti izpod strehe. Ne? Tako je. Tako je. Takrat vida še ni bila v planu. Ali je bil že v planu?
Ta ne mlajši. Ne, Ni ga bilo nič še v planu. Ja, ni bilo bilo plana. plana. Se kar zgodi, ta prva sta gorejska. Takrat Ja. smo videli, smo Ja. zavni. Okay, in sta se namila. A sta kdajkoli razmišljala, da bi šla kamorkoli drugam, da bi kje druge parcelo iskala? Mi da so gledala, ni da ni. A tudi to ste zanimalo. razmišljali? Ja, to je šlo, to je šlo zelo na široko. Se pravi, ko enkrat začneš razmišljati, v domu, da boš nekaj pač sam naredil, Ja? pol jasno, da te zanima, hiška, stanovanje. A tudi v stanovanju se razmišljala? Tudi. Kje, kam? Mislim, da je bil prvi, da na Kokarcu v Kranju, da je nekaj ur še tam. Najdla pa so hodila gledati. Pol tudi, kje še bilo. Jaz mislim, da sem celo enkrat šel tam na Urnikov trg v Radolc. Aha, Radolca, ja. Tudi sam sem kar tako malo skočil, Ja. kje je prebral. Ne. Ampak ne, enostavno, pač ti stanovanja, pa tako bolj je rinala, se mi zdi. Ste Tukaj se sva miselno začutila- poigrala s Ja. tem, da bi šla v stanovanje, pa kaj to Ja, to pomeni? je zelo malo, se mi zdi, pol usahnilo se skupaj. Ja, ne. Ne vem, sicer zakaj, dosti hitro. No. Tako da pol so začela razmišljati. Ne. Oziroma, ko so se odločila, se v Gorjah smo bivali, ne, da bo pač v Gorjah. Ja. Je pa pol to pač prišlo tudi. Se pa malo videl, se tukaj pa nek skeden, se tukaj pa prazno, pa ne vem, mogoče to glih ni bilo prvoten načrt. Je mogoče bolj odzad vseeno, neka bajta, pa bivano, bla, bla, mehna bruna, ne vem, v skednu se nekako pa hlevc, pa Lestero se nisi videl. Ja, sej, kdor danes pogleda te slike, Malo iz desni, tistega časa si res težko predstavljaš, da je zdaj to tako čudovit bivanje, ker je bilo le zaprašen, kup krame, malo večkrat podrt, kakšna lega, tako. Ja. In pol, mi da so takrat tišče, so veliko lezla tudi če, ne. Lezla, misliš plezala? Ja, plezala, to je bilo v bistvu še prej. In ja, pač videl si tudi, odzunaj sva nekaj tudi plezala in si videl, te prenove si videl, ampak s kulturno dediščino, ki so pol prišla kasneje do tega, tukaj nisem imela nobene veze, noben ni vedel, kva to sploh pomeni, da imamo mi doma zaščiten. Jaz se še spomnim celo, smo lezali, čakaj zdaj nazaj, nama je še celo ena arhitektka enkrat smo lezali, mislim, da je bilo celo, Mima se hudočeva. Aha, Mima, ja. Mi smo lezali skupaj, in sva razmišljala o tem, kaj bi, kako bi. To pa nisem vedel. Ja, Mima, pa res, ok. In ona je celo takrat, se mi zdi celo prva, ki je rekla, da je mogoče pa Boštjan, da je poglej vsi tole, se pa meni malo čuden zdi. In jaz sem šel takrat pogledat in ja, da je ga kulturna dediščina. Zdaj pa je to zlomka, profana dediščina, gor dol. Kva pa zdaj to pomeni, in jasno, pol te pa to še malo bolj poglobljen začne zanimati. Pol sem razmišljal, jasno, vse to imaš doma, nekje je treba pač z objektom narediti. Pred temu se tudi spomnim, da so z Uršo po Jaru, so potvala, sva lezla po velikem karuju. In tam spal tako, smo bili na periferiji in si spal po teh starih hlevih, celo po boksah noter, so imeli turistično narejen, pa to res tako zelo kamot zadeva. Po Jaru misliš po Južnoafriški? Ja, ok. In pola, pa tukaj, ne vem, pač tudi videli smo, pač sem pa kaj tudi kakšen, kjer stanovanček naredil, tako noter tudi zbil, to nekaj te odzata na vsem, mislil, da to je pa vse skupaj, vse možno, In jasno, jaz sem pa takoj kontaktiral kulturno dediščino in sem naletel na gospo Roškarjevo, In ona je pa pol res nekaj dneva prišla, k nam, smo se zmenili, pa gleda pa to,
Itak, da je bilo blazno všeč, a ne, jaz se še zdaj vidim, a ne. Ampak njena, a ne, ta prva beseda, a ne, tako, ja, pa kako, pa jaz, a ne, pa kaj bi tukaj, a ne zdaj, a ne, a to drži ali ne drži, ali kvaj z tega sploh narediti, mi lahko bivamo. Ona je rekla, a ne, je rekla, stanovanje snoter naredite, a ne. Ja. A ne, jaz po mama, ki je bila tam, kva pa ti že skoraj, se viš, a ne. Ja, se predstavljam. Ampak nič tako, a je strah več, ali pa, ampak jasno, a ne, je to en tak, ko bi rekel, a ne, neka, a ne, nova zadeva, ki ne moraš takoj, a ne, sprejeti, ampak meni osebno se je pa zdelo to, a ne, v bistvu, mogoče celo takrat nisem še razumel tukaj odkačeno, da me je dejansko zanimati začela. Kaj pa je Urša rekla? In sem je, Urša v temu, v bistvu, ja, s tistim dnevom, ki se je to, ki se je meni začelo v temu, kva zdaj to je, seveda, jasno, absolutno podpora, zanimanje nastane, ogromno, zanimanje, in takrat je v bistvu, a če bomo odzad graditi, ali tukaj, ali, je pa tukaj vse bolj mikavna zadeva postajala, kva zdaj, s tem narediti. Jaz si tudi nisem predstavljal, ne vem, pač jasno, nekaj bo treba s tem narediti, in pol je pa, jaz se spomnim, sem takoj pol vprašal, nekaj to, tretja, sem imel občutek, se to je pa za enega, jaz tudi nič nimam proti, ampak mogoče te lepote še vseeno nisem se... Ja, se pravi, z tiste slike, ki je takrat zgledala, rabiš kar neki vizije pa predstave, da vidiš, kaj lahko rata, ker so še bilo prašno. Ja, vse tako. In jasno, drugo vprašanje pa, kdo pa to naredil, danes nekako vse vidiš, Jaz sem se takrat nekako zavedal, dajmo naročiti na ključ, čak, mi da se rada lezla, jaz sem rad v hribah, ne bi jaz zdaj tukaj, mogoče je res mehen, ampak kdo bi zdaj to naredil, pa vsem bilo vprašanje. Jaz spomnim, Saša, ne ve, kako še Janez na vas pa še verjetno zna. Kako? Janez na vas sem rekel, evo, zdaj smo pa tam, blazno. Ampak ja, v bistvu je bila ena neka intonacija za to, Ja. Se je to resno začel. Potem sem pa pač začel gledati, kjer izvajalec bi, oziroma kdo bi sploh, koga bi to sploh zanimalo. Ne nazadnje tudi arhitekte. In mislim, da so 2-3, da so celo prišli, se spomnim tudi arhitektov, ampak pol midva se veš, taka počasna, pa to sva pa tretja, niti, mogoče tudi precej, ta neodločnost, tudi najna zdaj, niso kar pograbilo, pa gremo zdaj, premalo je, očitno je bilo premalo informacij, ni še bilo 100%, da to je pa pravo pot. In jaz kar, tudi vem, kaj so prišli, ni nekako, ni bilo nekega izvajalca zraven, ali pa nekega primerljive zadeve, vedel sem, da pač treba je to narediti, in me tudi sorazmerno s tem me zelo zanimalo, kdo bi to naredil, mogoče še celo bolj kot to. In pa sem jaz sem spremljal prek neta in sem prišel do Miha, meni je blazno, les mi je padel, slike so bile tam narejene, in sem prišel do njega, no on je pa tebe takrat, tako je v paru sta prišla pripelo. Ne, nisva. On mene en dan kliče, Miha, reče, Matej, tle sem bil pri enemu tle v Zgornjih Gorjah, ki me je poklical, da bi hišo delali, ampak imajo en res lep strski dan. Ampak ne vem, če lahko sam prepričal, daj pa ti z mano, še ti pogledal, pa mi boš pomagal ga prepričati, da bi ški dan zrihtali. Tako je bilo iz moje stvari. No, tako da očitno takrat, No, in tako da jaz sem po moje v druge, ko je on prihajal k tebi, sem mu še jaz priklopil, Sem da meni se pa kar zamegleli, to je bilo lepo. Sem rekel, pa to je. Če bi ti takrat rekel, ne gremo hišo delati, bi jaz rekel, ta ni na moji strani. Za tazga, ker to ne čuti, jaz sploh ne morem hiše narediti, bi se verjetno kar poslal. Res. No, tako in da sta prišla in jaz se spomnim, mi smo tam gledali tudi. In to sta bila
tukaj prepričan, ne, se sploh ne vem, kjer, a je že Miha tebe, a si ti njega prepričal, ne. Skratka, jaz se spomnim, da si rekel, nimaš kaj, enega moraš narediti. In to je tukaj prepričano, da mislim, takrat se je meni po moje razvil, ok, Matej bo tukaj arhitekt, fertik,